Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji o kulturi se bomo posvetili glasbi in še posebej zborovskemu petju, ki je pomemben del tudi ljubiteljske kulture. Ob letošnjem prazniku občine Idrija je Pirnatovo nagrado, ki je najvišje priznanje za delo na področju kulture, prejela zborovska dirigentka Katja Bajec-Felc, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Pozdravljeni. Prihajate iz Črnega Vrha, kjer je okoli 1200 ljudi, imate pa, mislim, da 9 zborov. To je zelo veliko. Ja, za tak majhen kraj res velika številka in tudi veliko število pevcev v teh zborih. Ste pravzaprav na notranjski strani Javornika, po pevski kondiciji pa bi lahko rekli, da ste bliže Vipavi. Ja, se štejemo bolj na primorska stran, ja, tako. To navdušenje je najbrž nalezljivo. Ja, mislim, da je, ja. Glede na svoje izkušnje bi rekla, da ja. Več kot 25 let že vodite mešani pevski zbor, dr. Frančišek Lampe. Kako gledate na to prehojeno pot? Mislim, da je hitro minilo teh 25 let. Če pa pogledam, kaj smo v teh letih dosegli oziroma kaj vse smo skupaj doživeli, je pa ogromno enih stvari. Ob tem zboru povodite tudi zbor, mislim, da Ivan Rijevec, to je pa ženski zbor. To je pa ženski zbor, ja. Zakaj ta zbor? Ta zbor sem prevzela, bom rekla, tako po naključju. Pevke, ki danes pojejo v tem zboru, so kot mlada dekleta že pele v dekliškem pevskem zboru Kulturno-umetniškega društva Sloga pred, 40 leti. In ko je imela ena od pevk 50-letnico, so me prosile, če jih lahko naučim 3 pesmi, da jo bodo presenetile. In takrat je preskočila iskrica in smo skupaj ostale in zdaj že, mislim, da 17 let skupaj prepevamo. Zakaj pa poimenovanje po Ivanu Rijevcu? To je najbrž starejšem. Ja, Ivan Rijevec je nekaj časa te pevke vodil kot v dekliškem zboru. Z obema zboroma pojete, gostujete po številnih krajih, ne samo v Črnem Vrhu, tudi po Primorski, pa po Evropi. Kje vse vas je bilo slišati v teh 25 letih? Ja, najbolj redni udeleženci smo revije Primorska poje in s to revijo pač nastopamo po različnih krajih, kot ste že rekel, na Primorskem. Smo pa peli v preteklosti tudi izven meja Slovenije. Nazadnje, se pravi lansko leto oktobra, smo se udeležili pevskega festivala ob jezeru Garda v Italiji. Peli smo pa tudi že v Berlinu, Bruslju, Študgartu, Rimu. Tega se zdaj spomnim. Veliko je bilo teh doživeti. Tako gledamo, da na 2-3 leta nekam potujemo, da se malo podružimo, da navežemo stike močnejše in tako naprej. Če pogledamo vašo življenjsko pot, ta je že, tako bi rekel, od malih nog, pravzaprav ste povezani z glasbo. Kam sega vaš prvi glasbeni spomin? Prvi glasbeni spomin sega, mislim, da sem bila stara 6 let, ko sem prvič zapela na prireditvi ob 8. marcu, na neki proslavi takrat. In potem ko sem začela v šolo, sem se priključila zborčkom šolskim pa cerkvenim in tako ostala. Vpisala sem se v glasbeno šolo tudi, igrala flavtico, klavir in potem nadaljevala tudi po osnovni šoli. Sem sicer obiskovala gimnazijo v Idriji, ob sobotah pa sem se vozila na orgelsko šolo v Ljubljano. Vsa 4 leta. Vsa 4 leta omenjate orgle. Ta inštrument je nekaj posebnega. Ja, mislim, to, ko enkrat znaš igrati na njega, to je res veličasten občutek. 4 leta ste obiskovali to orgelsko šolo, to je bila dobra osnova za kasnejše ukvarjanje z glasbo. Ja, ker na tej šoli, poleg igranja orgel, so tudi drugi predmeti od zgodovine glasbe, kontrapunkta, solfeggia, zborovskega dirigiranja, tako da mislim, da sem tam veliko osnov dobila tudi za svoje delo, ki ga danes opravljam. Študirali ste ekonomijo, sedaj ste zaposleni na Idriji. Ste kdaj pomislili, da bi bila lahko glasba vaš poklic? Tudi to sem pomišljala, ampak se mi zdi, da
da me bolj izpopolnjuje, da to delam kot ljubiteljsko, popoldansko. V študentskih letih ste prepevali tudi pri zboru Antona Försterja. Kdo je dirigiral takrat? Zbor je vodil profesor Jože Trošt, ki je bil tudi ravnatelj orgelske šole in tako sem tudi prišla v ta zbor. In on mi je tudi, mislim, da največji zgled, tudi kar se mojega dela na tem področju tiče, mislim, da sem največ dobila prav od njega. V tej orgelski šoli je deloval tudi, mislim, da pevski zbor Sončna pot. Sončna pesem. Sončna pesem. Kaj nam lahko poveste o tem? Ta zbor pa vključuje organiste in zborovodje in je tak, bom rekla, projektni zbor. S tem zborom smo posneli, mislim, da 2 kasete v preteklosti, pa tako tudi veliko navezujemo stike, tudi če danes izmenjujemo notna gradiva in tako naprej. Super zbor. Mešani pevski zbor, dr. Frančišek Lampe, je pred vašim prevzemom vodila Cilka Kavčič. Kaj lahko poveste o tistem obdobju? Ja, Cilka je tudi ena od, bom rekla, zaslužnih, da sem danes na tem v glasbi. Ona je hitro videla, mislim, da en potencial v meni in je tudi me spodbudila, da sem se takrat upisala na orgelsko šolo. Že kot osnovnošolko me je vključevala v razne projekte, ki jih je imela. Spremljala sem zbor na sintesizer, pa s flavtico in tako naprej. In potem tudi takoj me je vključila, ko sem začela na orgelsko šolo, da sem začela redno igrati pri svetih mašah v domači cerkvi. In pol je bil pa splet naključij po moje, da sem po njej prevzela ta zborno, ko se je pač preselila na drugo lokacijo. Prejšnji teden smo se z našo kamero potepali po Črnem vrhu. Poglejmo, kaj so nam povedali vaši pevci o zboru in delovanju v njem. Par nas je, ki smo začeli pred malo po 50 let, ko smo začeli peti pri zboru, takrat je Cilka organizirala ta zbor in par mladih nas je bilo, ko smo se celo s traktorji vozili, kadar je bil povoden po te stvari. In takrat smo pač hodili na vaje in to so bile že tiste prave vaje, kjer smo šli po notah, kjer smo ponavljali, kjer smo tudi kaj se naučili. Potem po teh 25 letih, oziroma pred 26 leti je pa Katja prevzela. Takrat je bilo prej že itak vključena in v zboru pela in urlala še počas po te stvari. Je bilo v bistvu podmladek, ampak pa je bo prevzela zbor in moram reči, da mi niti nismo čutili to, ker so ta prehod je bil dost gladko narejen, ni bilo nobenega špetirja. Cilka je šla takrat po svojih službi, tako da smo mi začeli kar naprej pojati pri Katji in sigurno je bilo to, da kadar je taka zamenjava, bi lahko odstopil, enostavno v teh mojih letih ali po naših letih ne moreš več, se ne pričakuje, da bi ne vem, koliko star še pojel. Mi smo pa ostali, ker je fajn vzdušje in ker je tako redo. Ja, jaz pojem zdaj nekaj 3 leta pri zboru, čist enega veselja. Predvsem pa sem tudi hitro ugotovila, ker sem prišla v zboru, da je to res ena lepa skupnost, kjer se kljub zelo različnim generacijam med sabo dobro poznamo, smo v bistvu zelo prijateljsko prepleteni in vlada ena pozitivna energija, za kar ima predvsem velik zaslug Katja, ki je res se vidi, da dela s srcem, vedno pride na vaje polna neke dobre energije, tudi do vsakega pevca je zelo prijazna, najde kakšno lepo besedo in bi rekla, da se res vidi, da je neka taka dobra voditeljica, poleg tega, da je zborovodkinja, predvsem pa tudi prijateljica vseh pevcev in dela z nekim zelo skromnim in za dobro odprtim srcem in nas zelo dobro povezuje med sabo.
Tako pravijo vaši pevci, še kar laskave ocene. Ja, lepo so povedali. Ja, v enem od intervjujev ste rekli, da je treba za vsako vajo se je treba doma temeljito pripraviti. Ja, tu mi je kar vodilo, ker se mi zdi, da s tem tudi pevci imajo nek občutek, da tudi oni morajo priti pripravljeni na vaje, pripravljeni 2 uri delati, ker če ti prideš na vaje pa začneš študirati program, ne bo učinka. Tako da to se kar trudim res, da vaje pripravim. Imam pa tudi korepetitorko, Lejo Zajec, tako da že zaradi tega, da uskladiva, kaj bomo delali, je treba dobra priprava prej. Tako da res to je zelo pomembno. Priprava vsake vaje posebej, pa tudi pravzaprav celega leta. Programa za celo leto, za vse nastope, to je potrebno kar temeljito premisliti, najbrž. Ja, ker smo cerkveni zbor, dejansko zahteva to od nas, bom rekla, kar veliko nastopov, če tako rečemo, skozi celo cerkveno leto je ogromno priložnosti oziroma praznikov, ki jih je treba pač obeležiti z ustreznim programom, z ustreznim izborom pesmi, in to je res treba dolgoročno planirati. To vse do časa naštudiramo. Pojete vsako nedeljo? Ja, pojemo načeloma skoraj vsako nedeljo ob 10. kot zbor. Kako podsklajujete, tako bi rekel, te civilne naloge in cerkvene naloge? Mislim, da nam zaenkrat tu kar dobro uspeva. Mislim, da je tu tudi eno gonilo za pevce, pa tudi ena motivacija, se pravi, da zraven tega našega primarnega poslanstva tudi pojemo zunaj cerkve, se udeležujemo raznih festivalov in koncertov, tako da zaenkrat mislim, da nam to v redu uspeva. Sestava zbora je silno pestra, starostna razlika pa tudi kar velika. Najmlajši mislim, da ima 18, najstarejši pa več kot 60 let. Ja. To usklajevanje je najbrž zahtevno. Ja, to je zahtevno, ampak se mi zdi, da pevci, starejši pevci tako z veseljem sprejemajo nove pevce. In tudi zdaj v zadnjih letih, lahko rečem, vsako leto dobimo nekaj novih pevcev. Je pa treba povedati, da ti pevci, ki vstopajo v ta zbor, že prej prepevajo v otroškem in mladinskem zboru v naši župniji. Tako da je sam zbor ne bi nastal samo z odraslimi pevci. Treba je vzgajati otroke, mlade, da pride podmladek v naš zbor. Tako da imam tudi na tem področju veliko pomočnic oziroma punc, ki res žarom vodijo svoje zborčke, otroške in pa mladinske, in delajo podmladek za velik zbor, za to velik zbor. Kako pa je z notalnostjo oziroma s poznavanjem not, s prepevanjem po notah? Pevci obvladajo to? Večina pevcev ni notalnih. Tako da tudi z tega vidika moraš ti kot zborovodja res biti pripravljen, naštudiran, imeti program, da ga ustrezno predstaviš pevcem, in sigurno nam veliko več časa vzame kot nekomu, ki je notalen. Ampak mislim, da tu ni nobena ovira, da se da vse narediti, če je pripravljenost na strani pevcev, pa tudi na strani zborovodja. Oba vaša pevca iz prejšnjih izjav sta poudarjala tudi to družabno plat pevskega zbora. Tudi vi temu posvečate veliko pozornost? Ja, mislim, da tu pri taki skupini je zelo pomembno, da se ti vzameš čas tudi za take stvari, pa da si pozoren do vseh članov, ker moramo vedeti, na petkovih vajah eni pridejo direkt službe, eni imajo kmetije doma, pa si vzamejo čas, pa mičkane otroke. In tu se mi zdi, da z enim takim pristopom, pa tudi družabnostjo konec koncev, je tu motivacija za te ljudi, da si vzamejo čas, da si splanirajo svoje delo, tako da lahko pridejo na vaje in na nastope. Najbrž pa je eden od motivov za sodelovanje v zboru so tudi ti koncerti po tujini. To, če nisi v zboru, tega nisi deležen. Ja, to so taka posebno doživetja, ne. Če greš ti z zborom za recimo 3 dni na neko tako gostovanje, tukaj se take močne vezi stkejo, tako da
To so res zelo pomembne stvari. Je težko zorganizirati, uskladiti, ampak zmeri se obrestuje. Ta ekipa se mi zdi silno zanimiva. Pravite, da imate 5 organistk v kraju, v župniji. To so vse pravzaprav sodelavci zbora. Ja. To so vse sodelavke zbora, pa tudi ene od njih tudi zborovodkinje teh, kot sem že prej omenila, otroških pa mladinskega zbora. Nekako se menjujemo organistke, imamo pač koledar igranja, naredimo za pol leta naprej, se ve, kdaj bo katera igrala, kdaj bo kateri od zborov sodeloval pri maši in tako naprej. Tako da to je tudi malo organizacija zadaj. No. Pri maši najbolj pojete sakralno glasbo, v strokovni literaturi pa zasledimo tudi izraz cerkvena glasba. Kako se pravzaprav ti dve ločita? Cerkvena glasba, to je glasba, ki naj bi jo peli v cerkvi. Sakralna je pa, oziroma sakralna glasba je glasba za sakralne prostore. Cerkvena je pa bolj, bom rekla, liturgična, bolj namenjena sami liturgiji. Zanimivo je, da pri ženskem zboru sodelujejo pevke tudi iz drugih krajev. Tako prej ste omenili, odkje vse prihajajo v ta mešani pevski zbor, najbrž le s Planote, več ali manj, medtem ko v tem ženskem zboru pa celo iz drugih krajev. Kako to? Ja, tako kot sem že prej omenila, ta dekleta, te ženske so v preteklosti pele pri dekliškem zboru in potem so se pač odselile iz Črnega Vrha in danes se rade vračajo, vsak teden ob sredah imamo pevske vaje, se rade vračajo nazaj na pevske vaje. Pridejo iz Ajdovščine, z Vipave, Šmarje pri Kopru, z Nove Gorice, z Idrije. Tako da je to tudi en čar, pa ne vem, eno zadoščenje, vidiš, kako rade pridejo, kako redno prihajajo na vaje, pa tako daleč. Vsako leto imate v Črnem Vrhu krajevno pevsko revijo, naj pesmi srca nam vedre, ob tem pa sodelujete tudi na Primorski poje, pa na občinski reviji, ki je zadnje leta tako ni posebej bogata. Slednja 2 koncerta sta tudi ocenjena, strokovno spremljena. Kaj vam pomenijo ti odzivi stroke? Jaz na to gledam kot na eno, da ti nekdo pove, kako on vidi tvoje delo oziroma petje zbora, ti mogoče da kakšen nasvet. Nikoli pa nisem jemala recimo kakšne kritike, da bi me potrla ali pa to vse za neko motivacijo vzamem, tako da je pa koristno to. Zanimivo se mi zdi tudi to, da vedno povabite v goste katerega od drugih zborov, celo Slovenski oktet ste imeli v gosteh. Ja, ko so ženski zbor, ko smo praznovali 10. obletnico, smo na jubilejni koncert povabile pevce Slovenskega okteta. Super doživetje in vzdušje. Redno vas lahko spremljamo tudi na koncertih v Slovenski filharmoniji. Tam v decembru oziroma v januarju nastopate s simfoničnim orkestrom Simfonika iz Vrhnike že vrsto let. Ja, mislim, da že 12 let sodelujemo z orkestrom in kot ste omenili, pripravimo 4 novoletne koncerte skupaj, 2 izvajamo v Cankarjevem domu na Vrhniki, 2 pa v Slovenski filharmoniji. In tudi to je eno posebno doživetje za pevce v takem prostoru za pet. Nekoliko drugačna publika in drugačen program pa je na koncertih Žige Laknerja, tudi tam ste redni gostje. Ja, na Žigovem koncertu pač tudi igra orkester Simfonika in veliko teh skladb, ki jih izvaja, ima zborovsko spremljavo. In smo bili povabljeni tudi, da mi sodelujemo zraven skupaj z zborom Mavrica iz Vrhnike. Največja koncertna dvorana v Sloveniji, Cankarjev dom, Galusova dvorana, tudi tam ste že bili? Ja, tam smo pozapeli na božičnem koncertu z orkestrom Cantabile z Logatca in tudi to je bilo posebno vzdušje za pevce, ker mislim, da nima vsak pevc priložnosti zapeti v takem ambientu oziroma v taki dvorani. Če bi po teh 25 let vašega delovanja na področju glasbe potegnili črto, kaj bi bilo spodaj? Mislim, da mi je največji uspeh pa užitek, ko vidim, da pevci radi prihajajo na vaje,
da nas je toliko skupaj, da toliko stvari skupaj doživimo, skupaj ustvarjamo. Mislim, da je to tisto, kar bi dala pod črto, kot ste rekel. Pirnatov nagrado ob letošnjem prazniku občine, je bilo kaj pozitivnih odzivov? Ja, zelo sem bila presenečena nad odzivi. Mogoče niti ljudje niso poznali, da delam, da toliko svojega časa namenim tej dejavnosti in sem bila res presenečena nad odzivi in nad čestitkami. Najprej presenečena sploh, da sem bila izbrana za to nagrado, pozitivno presenečena, vesela bom rekla, no. Tako da mi veliko pomeni. Katja Bajec-Felc, hvala vam za vse dobro, kar naredite in kar boste še storili za glasbo v vašem kraju in tudi širše. Hvala za obisk v našem studiu in seveda hvala za ta pogovor. Tudi vam hvala za povabilo. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.